Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni na spletnem pogovoru Financ.
Moje ime je Jure Ugovšek in sem del ekipe, ki skrbi za projekt tega našega vlagatelja Maxa. Z mano je pa tudi glavni urednik financ Peter Frankl. Peter, lepo pozdravljen. Pozdravljeno občinstvo, spoštovane dame in gospodje, veseli me, da sem lahko z vami in da bom spraševal. Odlično. Peter, do vprašanj še prideva, najprej pa predstaviva današnjega gosta. Pogovarjala se bova z gospodom Markom Jazbecem, predsednikom uprave Save Re oziroma zavarovalne skupine Sava. Gospod Jazbec, en lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Veliko čast mi je, da se bomo lahko danes malo pogovarjali in seveda zelo lep pozdrav vsem, ki spremljajo ta dogodek. Mogoče najprej Sava Re, zavarovalna skupina Sava, kaj bolj pravilno? Zavarovalna skupina Sava je formalno ime skupine, sedaj že kar nekaj let. Krovna družba, matična družba je pa Pozavarovalnica Sava in skrajšano ime je Sava Re. Hvala lepa. Naj vas na kratko še predstavim, pa mogoče lahko tudi dopolnite to predstavitev, če boste kaj pogrešali, ker imate res bogato kariero. Ste znan obraz slovenskega finančnega sveta, v svoji karieri ste bili na vodstvenih položajih od Banke Slovenije do NLB in SKB banke, pa tudi v vodstvenih strukturah družb, kot so Droga Kolinska, Intereuropa, Hoteli Bernardin. Pa mogoče še ena zanimivost, ker danes bo dosti govora predvsem o vlagateljskih temah. Odkar ste maja leta 2017 prevzeli vodenje Save Re, je delnica, pa upoštevajoč dividendno donosnost, pa če še te dividende potem reinvestiramo, pred davki naredila 250%. Za primerjavo, globalni delniški indeks pa je v tem času pridobil približno 100%, tako da, kar se trgov tiče, nekako so vam delničarji lahko hvaležni. S Petrom sva se dogovorila, da najprej on zastavi nekaj uvodnih vprašanj, ki so bolj splošne narave, potem pa midva z Maxom nadaljujeva z bolj vlagateljskimi temami in seveda ste tudi vi vsi gledalci in gledalke povabljeni lepo, da zastavite svoje vprašanja, nekateri ste pa to že storili prek e-maila. Tako da, Peter, predajam ti besedo. Hvala lepa, kolega Jure. Spoštovani gospod Jazbec, bi kaj dodali k Juretovi predstavitvi? Ja, mogoče samo to, da je seveda tudi slovenski delniški trg po vsej verjetnosti v tem obdobju outperformal, če se izrazim s tujko, svetovni delniški indeks, tako da ja, Sava Re je delno tudi na tem valu prosperirala, so pa seveda tudi dejstva čisto na mikroravni, ki so na nek način podpirala dinamiko rasti vrednosti podjetja, delnice in tako naprej. In če lahko takoj greva na eno od vprašanj, ki sem si ga zamislil, da bi vam ga rad zastavil. Torej, slovenski delniški indeks dobro deluje, raste in se je v povprečju zelo dobro odzval na trgu, predvsem v zadnjih časih. Ali je Slovenija našla za svoje blue chipe nekakšno zmagovito formulo glede lastništva, torej neke vrste mešanice državnega lastništva in borznega lastništva? Veliko smo imeli okoli tega gospod Jazbec, to poznava gospod Jazbec zelo dobro, nacionalni interesi in tako naprej. A je ta državno lastništvo povezano z borznim lastništvom pravzaprav zmagovita formula? Vse, kar se tiče javnih delniških družb, se mi zdi, da smo se v zadnjih letih vseeno bolj pomaknili v neko normalno. Nič ni nenavadnega in to lahko danes tudi spremljate, da recimo tudi v pomembnih nemških podjetjih, v pomembnih francoskih podjetjih, ki kotirajo na borzah, je država tudi udeležena, sicer z manjšinskim deležem. Tako da, kar se tega tiče, neka diverzifikacija institucionalnih, državnih, privatnih, domačih, tujih vlagateljev je po mojem mnenju nekaj normalnega. Seveda je pa zelo pomembno ob tem poudariti, da je pač sistem upravljanja, korporativno upravljanje postavljen na način, da na nek način ne more en delničar ali pa, če hočete, tudi država kot delničar v teh družbah mimo ustaljenih dobrih praks korporativnega upravljanja uveljavljati nekih svojih parcialnih interesov. Omenili ste malo prej, da so k uspehu
na borzi botrovale tudi nekatere druge okoliščine, splošna klima in tako naprej, rast povsod. Zdaj smo v času, ko je videti, da se nad gospodarstva, izhajajoč iz Nemčije, političnih nemirov, političnih neznank, zdi, da je pred nami neke vrste recesija, temni oblaki. Kakšna je vaša makroekonomska ocena trenutnega stanja? Širše in tudi ožje. Mislim, jaz zelo dobro slišim slovenske gospodarstvenike, ki z nekim dolgoročnim fokusom napovedujejo težje čase za paradne sektorje slovenskega gospodarstva, se pravi, v mislih imam predvsem izvozni sektor, ki je zelo vezan seveda tudi na Nemčijo, na njeno gospodarstvo. Tako da v tem smislu, ja, definitivno tudi v kontekstu tega, kar zdaj centralne banke na nek način pričenjajo ali pa so že začele, ta dajmo reči, konec zategovanja denarne politike je definitivno dejstvo, to se pač vidi zdaj tudi iz konkretnih potez centralnih bank in mislim, da je Evropska centralna banka ob relativni umiritvi inflacije širom Evrope ima zdaj po mojem v mislih predvsem, kako se gospodarstvo evropsko na nek način giblje, kako je z zaposlenostjo in tako naprej. Tako da ta trenutna situacija v Sloveniji, kjer vseeno še vedno uživamo relativno dobro zaposlenost, kjer je paradoksalno celo v večini sektorjev težko prihajati do nove delovne sile, ker se določene paradigme tudi spreminjajo. Jaz sem, kar se tiče Evrope, na nek način pesimist in mislim, da tudi nova Evropska komisija, za katero upam, da bo začela delati čim prej, bo morala tega bika zagrabiti za roge, z vidika konkurenčnosti Evrope vizavi ostalim delom sveta, z vidika na nek način uvajanja novih tehnologij, inovacij in tako naprej, in pa seveda manj birokratiziranja, manj administriranja in tako naprej. Tako da generalno gledano, obrestna politika centralnih bank zdaj na nek način deluje v smeri, kako čim bolj ublažiti to ohlajanje evropskih gospodarstev in tukaj Slovenija seveda z določenim zamikom ne bo, na žalost, najverjetneje nobena izjema. Omenili ste dejavnik obrestnih mer, načeloma za finančni sektor, ki vlaga denar, oziroma tudi za zavarovalnice, so višje obrestne mere dobro znamenje. Omenili ste nižanje obrestnih mer. Kakšna je vaša ocena, kako bo to odsevalo na poslovanju skupine, ki jo vodite? Mislim, najprej naj povem, da smo zelo veseli v finančnem sektorju, oziroma lahko pač govorim za našo zavarovalno skupino, da smo se po dolgih letih odlepili od tako imenovanih nultih obrestnih mer. Seveda je zelo pomembno, da odmislimo razloge, zakaj je do tega prišlo, ker nihče nima rad inflacije in dejansko je inflacija in pa energetska kriza v Evropi na nek način obrnila kurs evropske denarne politike. To se seveda tudi potem lepo pozna skozi izkaze zavarovalne skupine, kjer seveda ta tako imenovani tekoča obrestna mera, running yield, obrestna mera reinvestiranja je seveda danes mnogo višja, kot je bila pred 2 ali pa 3 leti. Tako da to pogledno je to seveda benefit za uspešnost našega poslovanja. Zavedamo se, in to tudi že vgrajujemo v naše načrte, da sigurno takih obrestnih mer, kot smo jih videvali zadnje leto pa pol, ne bomo več videvali. Najverjetneje bodo šle navzdol v kontekstu tega, kar sem pač prej govoril, v smislu spopadanja z recesivnimi silnicami, ki pač nekako so nad Evropo vse močnejši. Smo pa prepričani, da take situacije, kot smo jim bili priča pred leti, v smislu nultih obrestnih mer ali pa negativnih donosov na državne obveznice, po vsej verjetnosti še kar nekaj časa ne bomo videli. Upam, da nikoli. Spoštovani gospod Jazbec, zavarovalništvo je posel uravnavanja negotovosti. Če ni negotovosti, potem zavarovalnice ne morejo dobro delati. Po drugi strani pa prevelika negotovost lahko sproži
negativne učinke. In velika negotovost danes so recimo podnebni pojavi, ki pravzaprav so negotovi, ampak da pa se jih predvideti, da bodo. Recimo lanskoletne ujme v Sloveniji, potem Boris, ta ciklon, potem še veliko tega bi lahko omenjali. Skratka, postalo je zelo negotovo te dogodke predvidevati. Kako to vpliva na zavarovalništvo, kako vi se sami v svojih poslovnih modelih prilagajate tem spremembam, ste spreminjali svoje tako imenovane tablice in tveganja in tako naprej. Ja, podnebne spremembe globalno gledano in manifestacije le-teh, kjer lahko seveda videvamo, da je teh dogodkov vse več, mogoče ne tistih z največjimi magnitudami, če govorim globalno, ampak tistimi z srednjimi magnitudami, nas seveda silijo zavarovalnice vedno znova nas silijo, da praktično premišljamo v svojih stresnih scenarijih, ki jih pač moramo seveda tudi iz regulatornih razlogov, sicer pa je to seveda poslovno nujno, da v stresnih scenarijih vsa ta dejstva ustrezno naslavljamo, da seveda naši aktuarji, modelarji in ostali specialisti na tem področju vedno znova nadgrajujejo modele, na podlagi katerih lahko z določenimi verjetnostmi seveda gledamo, kako bi se odzvala naša zavarovalna skupina, če pride do tega ali onega pojava v takšni ali drugačni dimenziji. Tako da definitivno je zavarovalniška industrija tista, ki najbolj občuti na globalni ravni vse te spremembe, paradigme, kar se tiče vplivov podnebnih sprememb na škode, na finančne posledice le-teh, tako tiste neposredne kot tudi posredne, se spreminjajo in glavna naloga nas zavarovalnic in celotnega sektorja in s tem tudi regulatorja, če hočete, je, da skušamo to vgraditi v naše poslovanje, da skušamo ta predvidevanja na nek način ustrezno vgraditi, če hočete, v cene zavarovanj in pa tudi v neko kapitalsko trdnost, ki bo v nekih najbolj črnih scenarijih morala na nek način vzdržati vse te negativne vplive. In moram reči, da na podlagi izkušenj zadnjih let, lanske poplave, pa če hočete tudi tekočih dogajanj vezanih na orkan Boris, mislim, da zavarovalna skupina z ustrezno pozavarovalno zaščito pravilno naslavlja vsa ta tveganja. Hvala lepa. Lahko pa skleneva midva. Čas, ki mi ga je odmeril kolega Ugovšek z Maksom na čelu, je zame omejen. Zavarovanja ne bodo cenejša glede na vse to. Se bojim, da zavarovanja ne bodo cenejša, je pa seveda tudi zelo pomembno, da se poveča zavarovanost med ljudmi. Veste, da imamo praktično na globalni ravni, pa tudi v Evropi, kar veliko vrzel, kar se tiče zavarovanosti premoženja, življenja in tako naprej. Večja kot bo zavarovanost, lažje bo potem tudi tistim, ki živijo na najbolj rizičnih območjih, zagotavljati še vedno dostopno zavarovanje. Tako da tukaj je treba delati na čim širšem bazenu zavarovanosti in posledično potem tudi upam, da ne bomo prišli do tiste točke, ko bomo v Evropi, tako kot se zdaj dogaja že v Ameriki, bili primorani reči, da so določena območja nezavarovaljiva. Upam, da do tega ne bo prišlo. Spoštovani gospod Jazbec, spoštovane dame, cenjeni gospodje, prepuščam vas Maksu in njegovemu kolegu Juretu Ugovšku. Gospod Jazbec, hvala vam za odgovore na moje vprašanja. Najlepša hvala. Hvala, Peter. Gospod Jazbec, tale naš namišljeni junak je pa dejansko pravi delničar, ne? Tudi med drugim kupuje zdaj 3 delnice na Ljubljanski borzi, med drugim tudi Save Re. Sam je imel za to določene razloge, me pa vseeno bi vas prosil na začetku, če poveste, kaj v bistvu kupi naš vlagatelj Maks, ko kupi delnico Save Re, kaj vse recimo zajema in mogoče v kakšno panogo se poda. Generalno gledano gre za v bistvu še vedno dokaj konzervativno panogo, glede na to, da je zelo regulirana, kar je tudi prav, glede na to, da se ukvarjamo z
dimenzijsko gledano finančno zelo, zelo velikimi tveganji. Tisto, kar seveda je pomembno poudariti, pa je seveda, da skušamo, in to kažejo tudi pretekli podatki, ob vseh teh naraščajočih tveganjih vseeno zagotavljati neko donosnost vlagateljem in seveda skladno z dividendno politiko tudi skušamo del te dodane vrednosti, ki jo vsakoletno ustvarjamo kot zavarovalna skupina, razdeliti med delničarje. To nam je v zadnjih letih kar lepo uspevalo, če odmislimo zgolj tiste ukrepe, ki smo jim sledili s strani regulatorja, vezanimi na tveganja okoli covida. Mislim, da smo na nek način kar konsistentno izplačevali dividende skladno z našo dividendno politiko in hkrati z tem dodatnim kapitalom seveda tudi relativno uspešno širili našo skupino v segmente, ki so naš core business. Kot veste, smo v zadnjih 5-6 letih uspeli povečati skupino s kar nekaj novimi podjetji, tako v Sloveniji kot izven Slovenije, in zaenkrat se še vedno izkazujejo vsi ti nakupi kot zelo, zelo uspešni in dodajajo novo vrednost celotni zavarovalni skupini v smislu dobičkonosnosti in seveda potem posledično tudi v smislu tega, da skušamo na nek način z dividendno politiko slediti tudi tem naraščajočim dobičkom. Kaj bo v prihodnje, še ne vemo, ampak kar se same preteklosti tiče in pa trenutno veljavne strategije do leta 2027, mislim, da gre za zavarovalno skupino, ki najprej zelo dosledno spoštuje vsa regulatorna pravila, je kapitalsko robustna, z velikim občutkom za tveganja, ki jih prevzema, hkrati pa dosega po mojem mnenju relativno dobre donose tudi v primerjavi z mednarodnimi igralci na zavarovalnem trgu. Hvala. Omenili ste nekajkrat dividendno politiko. Če se ne motim, imate v dividendni politiki med 35 do 45% izplačil prejšnjega leta za skupino, ne? Tako je. Zdaj, je pa mogoče, vsaj zdi se, da so med slovenskimi vlagatelji kar velika pozornost je za dividende, nekako tudi nekateri pravijo, da zaradi tega Ljubljanska borza zanimiva nasploh za vlaganja. Kaj pa smo pa videli recimo primer Krke, ki je 25 let zapored dvignila dividendo, ne? Pri vas se tudi opaziti razen tistih izrednih let, mogoče tudi COVID, takrat vam je regulator prepovedal izplačilo dividend. Ali se lahko sicer vlagatelji mogoče tudi pri vaši družbi oziroma družbi, ki jo vodite, nadajajo kakšnega takega niza nadaljnje rasti dividend? Ali mogoče to nekaj, kar si kot predsednik uprave zadate kot cilj, vam je mar do tega? Ja, definitivno taka tradicija, kot jo je uspela ponuditi Krka v vseh teh letih svojim delničarjem, je vredna vsega spoštovanja in definitivno si želim osebno, tudi moji kolegi v upravi in seveda tudi zanamci, ki bodo prevzeli našo skupino v prihodnosti, da bi na nek način skušali tudi mi dolgoročno nagrajevati, če hočete, ali pa izplačevati dividende, ki bodo seveda izhajale iz neke vzdržne, tekoče, vsakoletne dobičkonosnosti naše zavarovalne skupine. V preteklosti ste pa tudi kar precej odkupovali lastne delnice. Ste pa zdaj prišli do 10-odstotne meje, čez to mejo po zakonu ne smete. Mogoče lahko malo poveste, kaj je s temi 10%, kaj je namen teh sredstev, pa tudi mogoče tako eno tako zabavno dejstvo, ko je vlagatelj Max vrednotil, je si seveda moral tistih 10% stran dati, price to earning, tiste razmerja, to se že potem tistih 10% že pozna, ne? Mogoče kaj je namen tega, pa če bi jih mogoče nekoč umaknili, ali bi tudi lahko taka oblika nagrajevanja prišla kdaj na vrsto? Naj začnem na koncu. O umiku ne razmišljamo in tudi v smislu nagrajevanja s temi delnicami ne razmišljamo. Moramo pa izhajati iz tega, kaj so nam delničarji na skupščini pred 11 leti seveda dovolili, da lahko počnemo z temi delnicami. In s temi delnicami načeloma lahko počnemo relativno malo stvari. Tisto pa, kar lahko počnemo, je pa seveda izredno razvojno naravnano.
Lahko bi s temi delnicami, če bo seveda priložnost za to in če se bo seveda nadzorni svet strinjal, lahko bi tudi uporabili te delnice kot del neke kupnine za nek bodoči nov prevzem v prihodnosti. S tem nimam v mislih nič konkretnega, ampak to finančno gledano je definitivno neka zaloga kapitala, ki ga lahko seveda družba sprosti in ga angažira na donosen način v neke nove projekte. Tako da teh 10% lastnih delnic moramo gledati kot neko dodatno zalogo kapitala. Če bi se skupina znova anorgansko širila, bi s tem aktivirali teh 10% delnic oziroma do 10% delnic in na ta način nekako povzročili kapitalsko krepitev podjetja, ker dokler so lastne delnice v bilanci Save Re, veste, da pač to enostavno ne more biti del nekega kapitala, je to pač odbitna postavka. Omenili ste prevzeme, ne? Danes ste pa tudi prek SEO-neta napovedali izdajo obveznic, verjetno z vidika krepitve kapitala, pa nasploh po seriji prevzemov ste tudi v strategiji napisali in tudi omenili danes, da vas zanimajo novi prevzemi. Mogoče imate kaj na tarči, pa nasploh, kako sami gledate na prevzeme, ker nekateri v slovenskem prostoru, zelo spoštovani menedžerji pravijo, da 1+1 ni takoj 2, šele čez čas nastane 2. Zdi se, da mogoče vi ne gledate ravno tako. Ja, mislim, mi smo danes, tle moram biti seveda zelo previden formalno gledano v vsebini odgovora. Danes smo najavili, da preučujemo možnosti za izdajo kapitalskega inštrumenta. Sovpada pa v bistvu ta ideja z na nek način izpolnjevanjem naše strategije, ki pač je veljavna do leta 2027. Dejstvo je, da organska rast sama po sebi, in veste, da organska rast v zavarovalnem sektorju je relativno visoka, ne samo v naši zavarovalni skupini, ampak celoten zavarovalni sektor organsko zelo lepo raste. Organska rast zahteva dodaten kapital, hkrati seveda tudi na nek način skušamo z dodatnim kapitalskim inštrumentom pripravljati se na morebitne priložnosti, ki jih pač imamo ogledane. Konkretnih projektov, kot rečeno, ni in seveda, ko bi pač ti konkretni projekti postali tako zreli, da bi jih pač veljalo razkriti, smo jih seveda dolžni razkriti javnosti. Tako da na nek način razmišljamo o kapitalski krepitvi z nekim inštrumentom, ki ni delnica, ampak je na nek način, poljudno povedano, neke vrste podrejeni dolg. Kakšen bo izplen, ko in če bo do tega prišlo, dajmo pustiti času čas, ker so okoliščine, na podlagi katerih se bomo okoli tega odločali, zelo kompleksne, ampak definitivno, kar se tiče preteklih prevzemov, moram reči, da smo tudi mi v postakvizicijskih fazah ugotavljali, da je seveda potrebno marsikaj postoriti, da lahko pač ta 1+1 postane vsaj 2, če ne nekoliko več, in to je seveda pomembno za vsak menedžment, da po prevzemu seveda po vseh poslovnih linijah išče optimizacije, išče nove poslovne priložnosti, išče razvoj novih produktov in tako naprej. In kot rečeno, v primeru Save Re oziroma zavarovalne skupine, vsi prevzemi zadnjih 5 do 7 let so na nek način že dokazali, da je 1+1 vsaj 2. Hvala. Nekaj vprašanj bi imel še na poslovanje. Peter je že odprl to temo o naravnih nesrečah, letos ciklon Boris, lani v naših krajih, na žalost. Me pa zanima, kaj mora se vlagatelj Max prijeti za denarnico oziroma za svoj trgovalni račun, ko vidi neke take nesreče. Skratka, pozavarovalna skupina je verjetno malo širše zavaruje oziroma je nekako udeležena v teh stvareh, zavarovalnice v vaših skupini še bolj direktno, če gre za Slovenijo. Skratka, na srednji rok, kaj taka škoda pomeni, pa tudi spomnim se, ko me je prijatelj iz zavarovalništva rekel, sicer da tega zavarovalničarji preveč na glas ne govorite, ampak da je na žalost v svetu zavarovalništva tako, da v bistvu take škode, ki so, da so v bistvu reklama za vaše zavarovalne produkte. Ja, mislim, najprej, kar se tiče prijemanja za žepa.
Mi smo kot panoga zelo regulirani. Imamo v bistvu regulatorja, Agencijo za zavarovalni nadzor. Imamo seveda tudi naše revizorje. Imamo rating agencije in kot veste, imamo relativno dober rating kot zavarovalna skupina oziroma kot SaveRe. In vsi ti deležniki v bistvu zelo natančno preverjajo, na kakšen način mi morebitne katastrofalne dogodke, ki jih na nek način predvidevamo v našem tekočem in pa strateškem planiranju, na nek način vrednostno navzgor omejujemo, tako da skušamo na nek način omejevati negativne učinke na poslovni izid. In vsi ti deležniki seveda zelo dobro razumejo, kako funkcionira naš pozavarovalni program. Tako da vse to, kar se dogaja širom sveta, glede na to, da SaveRe v bistvu je udeležena na kar nekaj trgih z svojimi pozavarovalnimi aktivnostmi, vsi ti dogodki na nek način in neka predvidena frekvenca teh dogodkov morajo biti znotraj neke naše, če hočete, kapitalske kapacitete, znotraj naše trdnosti bilance, da lahko na koncu seveda tudi ustvarimo nek dostojen donos. Na ravni samostojnega dogodka imamo te zadeve zelo dobro zregulirane. Tisto, kar seveda skrbi celotno panogo in se bojo s tem povečevali tudi stroški, je, če bi se znatno povečala frekvenca recimo takih dogodkov, kot je bila lanskoletna poplava v Sloveniji, ali pa recimo tale orkan Boris, ki je zdaj pač bil aktualen v Srednji Evropi. Frekvenca seveda povečuje ceno pozavarovanja. Če bodo večje frekvence, definitivno bomo mi še naprej zelo konzervativno pozavarovali naše bruto rizike na način, da bomo seveda vseeno imeli nek vzdržen dobiček. Je pa res, da mogoče potem, če bi prihajalo do velike frekvence takih dogodkov, dobiček ne bi naraščal s tako dinamiko, kot je pač naraščal v zadnjih letih, ampak še vedno bi po vsej verjetnosti bil dobiček. Tako da, kar se tiče samega držanja za denarnico, jaz mislim, da bi to bila definitivno pretirana izjava. Kar se pa tiče reklame, dejstvo je, da čisto impulzivno ljudje smo takšni, da ko pride do take katastrofe, kot je bila lanskoletna poplava, se je povpraševanje po domskih produktih in pa še po nekaterih ostalih produktih povečalo. Ljudje so tudi razumeli, da so šle nekoliko cene navzgor. Je pa dejstvo, da ta instinkt, da moraš še dozavarovati neko svoje premoženje, potem, ko pride do ene take katastrofe, zelo hitro popusti in lahko pač rečem, da je še vedno v Sloveniji ta zavarovalna vrzel, sploh na poplavi, da ne govorim o potresu, še vedno previsoka. In zavarovalnice pozivamo seveda skozi svoje aktivnosti k opismenjevanju, kar se tiče zavedanja teh tveganj. Iščemo tudi možne solucije z drugimi deležniki, tudi z državo, če hočete, da bi pač prišli do neke zadostne stopnje zavarovanosti. Lanskoletno poplavo, kot rečeno, lahko rečemo, da je bilo to zavedanje mogoče, da je trajalo par mesecev do konca leta, potem pa je spet nekoliko popustilo. Še en segment poslovanja, ki pa tudi zelo pomemben, je pa v bistvu upravljanje s portfeljem, tiste sredstva, ki jih zberete s premiji, potem tudi sami plemenitite. In pred kar precej leti, saj tako so me kolegi podučili, je veljalo, da so zavarovalnice računale, da večino profita v bistvu naredijo iz tistega dela. Skratka, s plemenitenjem portfelja. Zdaj v zadnjih letih, ko so bile pa ničelne obrestne mere, se pa v bistvu to ni zgodilo, oziroma ste zelo težko plemenitili in v bistvu ste imeli tudi mogoče še kar, ko je prišlo do tega zloma na obvezniškem trgu, ko so obveznice v povprečju izgubile tudi po 20%, govorimo o cenah, tudi v bistvu se ta stvar se na rezultatih nekaj zelo ni odrazila, ampak vseeno, danes, kje smo se, Peter, je to vprašanje sicer že načel, ampak me zanima zdaj cene obveznic, ko obrestne mere padajo, cene dejansko rastejo. V bistvu vaš portfelj, v bistvu, kako ga vrednotite, ima iz tega plus. Kaj je zdaj, v bistvu, je to pozitivna novica za vas ali negativna novica za vas, za SaveRe kot tako? Bo to kratkoročno imel pozitiven učinek na rezultat, na srednji rok pa negativnega, ali v bistvu kaj lahko pričakujemo, če recimo pride do presenetljivega reza obrestnih mer? Naša panoga
ali pa če se osredotočimo na zavarovalno skupino, narava te panoge je, da je seveda z vidika cash flowa visoko prilivna. Ljudje plačujejo premije in seveda, dokler ni večjih škodnih dogodkov, mora zavarovalnica ali pa pozavarovalnica ta sredstva na nek skladen način, z neko konzervativnostjo z vidika kreditnega tveganja, usklajenosti med aktivo in pasivo in pa tudi nekih likvidnostnih vidikov, kar se da dobro upravljati. Zdaj, kot ste sami povedali, računovodski standard in mi smo znotraj novega računovodskega standarda glavnino našega obvezniškega portfelja pač opredelili kot tako imenovani fair value through other comprehensive income, se pravi skozi drug vseobsegajoči dohodek. Nihanja cen delnic ne vplivajo, nihanja cen obveznic ne vplivajo v bistvu na tekoči PNL, na tekoči izkaz poslovnega izida, ampak se pač to na nek način knjiži direktno skozi bilanco stanja in se to reflektira skozi kapital. Tisto, kar pa je seveda pomembno in kar nas je bolelo dolga leta, so bili pač ti ničelni ali pa skorajda ničelne obrestne mere, ker iz naslova obrestnih mer pa seveda so to prihodki, ki pač vplivajo na izkaz poslovnega izida. Tako da generalno gledano, mi smo investitor, ki v povprečju zaradi dobrega cash flowa ne prodaja dosti svojih vrednostnih papirjev in se velika večina teh vrednostnih papirjev izteče in glede na to, da gre za visoko bonitetne vrednostne papirje, je tukaj default pri nas zelo nizko verjeten oziroma je vrednoten v zelo, zelo nizkem obsegu. Tako da v tem kontekstu je skorajda bolje, generalno gledano, da seveda nosijo obveznice nek dostojen kupon, in pač, ko je bil ta kupon nič ali pa celo negativen, to definitivno ne moremo reči z vidika finančne kategorije, z vidika finančne teorije, da je šlo pač za neke dostojne donose ali pa dostojne kuponske obrestne mere. Vemo pa, zakaj je pač do tega prišlo in zakaj je to toliko časa trajalo, ampak jaz mislim, da take situacije najverjetneje še kar nekaj časa ne bomo več videli in da bojo pač obrestne mere zagotavljale pač nek dostojen prihodek na daljši rok nam kot vlagateljem. Kaj pa mogoče, če bi se morali odločiti, kateri del recimo oziroma prispevek k dobičku je danes pomembnejši, ta iz dela portfelja ali iz osnovne zavarovalniške dejavnosti? Jaz še vedno mislim, da gro naše dobičkonosnosti mora ostati na tem tako imenovanem zavarovalno-tehničnem delu, ker to je pač naš core business. In tukaj seveda moramo s pravilnim pristopom prevzema, s pravilnim pristopom upravljanja s tveganji in s pravilnim pricingom, kjer je seveda aktuarski vidik zelo pomemben, zagotavljati nek, temu mi rečemo, kombiniran količnik, ki bo prinesel zavarovalni skupini nek zadovoljiv donos. Tisto, kar uspemo za svojo konzervativno naložbeno politiko ustvariti še na finančnih trgih, je samo še seveda on the top. Vedeti pa morate, da po vsebini to niso sredstva zavarovalnice, ampak so to na nek način sredstva, ki so namenjena pokrivanju škod na dolgi rok. Tako da definitivno zavarovalno-tehnični rezultat je v našem poslu daleč najpomembnejši z vidika dolgoročnega generiranja dodane vrednosti. Hvala. Omenili ste pa tudi računovodske standarde. Vaša konkurenca je recimo za nazaj popravila rezultate in v bistvu z dobička prišla do kar zajetne izgube. Razlog pa ne bi bil ravno ti računovodski standardi. Tudi zunanjemu opazovalcu je mogoče malo kar težko te stvari razumeti, sploh če gre mogoče za malega vlagatelja. Kaj v bistvu je v ozadju vseh teh računovodskih standardih, če bi recimo poskušali to razložiti, kot da bi jaz recimo ChatGPT napisal, da pa tole razložite za 15-letnika, ne? Tisto, kar se mi zdi pomembno za širšo javnost razumeti, je to, da je nov računovodski standard se po vsebini približal našemu regulatornemu kapitalskemu modelu, tako imenovani solventnosti 2. In nov računovodski standard, sploh na področju življenjskih zavarovanj, je najbolj materialen in pa tudi delno na pozavarovanju, ker smo se odločili za ta pristop.
ta računovodski standard v bistvu tržno vrednoti tako aktivo, kar se je dogajalo že pod starim standardom, po novem pa v bistvu vrednoti tržno tudi, če hočete, zavarovalno-tehnične rezervacije. In v tem kontekstu je nov standard praktično se približal solventnosti 2, ampak to pomeni, da smo mi iz tranzicije iz starega v nov standard morali zelo natančno načrtovati vse naše aktivnosti, da bi bil prehod iz starega v nov standard čim manj materialen, če hočete, ne. Dejstvo je bilo, da pod starim standardom smo še imeli neke viške rezervacij in te viške rezervacij potem skozi tranzicijo v letu 2022 se je pripoznalo dejansko kot dodaten kapital. Kot rečeno, standard sam po sebi v bistvu uvaja večjo raven transparentnosti, večjo raven občutljivosti, če hočete, tudi zavarovalnice glede tekočega poslovanja. Star standard je pa mogoče malo bolj omogočal zavarovalnicam, da so v tako imenovanih slabih časih lahko gladile rezultate, tudi z sproščanjem rezervacij iz preteklosti. Tokrat smo se pač ta prehod na nov standard v bistvu na nek način znatno omejuje to fleksibilnost, kar seveda samo po sebi pomeni, da je potrebno zelo natančno načrtovati donosnost tekočega posla, da bomo lahko delničarjem seveda dostavljali pozitivne rezultate tudi v bodoče. Skratka, malo poreže tiste nihanja na gor in navzdol, Ja. če prav razumem. Mogoče lahko rečeva še kakšno o vaših načrtih za prihodnost in mogoče to, kar vi zapišete v strategijo oziroma načrte za tekoče oziroma prihodnje leto, kako se držite te komunikacije? Gre to za nek malo pesimističen scenarij, zato ker vsaj pred časom je med tistimi, ki spremljajo Ljubljansko borzo, veljalo, da si uprava pusti malo prostora za pozitivno presenečenje, ali gre res za tisto, kar se vam zdi najbolj osrednji scenarij? Ne vem, jaz osebno sicer veljam domnevno za nekoga, ki si želi zelo realno planirati, če hočete tudi v bistvu ambiciozno, ampak znova in znova seveda tudi potem, če pogledamo za nazaj, smo rezultatsko na nek način bili boljši od napovedi, od naših planov. Je pa seveda res, da je bilo dosti eksogenih faktorjev, ki so pač na to vplivali, a ne, začenši recimo s covidom, a ne, kjer so se znatno znižale škode iz naslova avtomobilskih zavarovanj, potem smo morali odreagirati na naraščajoče cene iz naslova škodne inflacije in smo morali pač na nek način prevaliti te cene tudi na žalost na naše stranke. In kar se tiče samih planov vis-a-vis realizacij, bi zelo težko rekel, da uprave ali pa vsaj naša uprava zavestno si vgrajuje neko rezervo. Mi skušamo konec koncev planirati, kar se da realno, s tem planom moramo prepričati naš nadzorni svet in tudi na nek način naše ključne delničarje. Lahko se bo zgodilo v bodoče, da bomo tudi kakšne stvari ali pa kakšna leta napovedali bolje, kot bo pač potem do realizacije le-teh prišlo. In kot rečeno, glavni dejavnik tukaj negotovosti tiči dejansko v teh dogodkih vezanih na naravne katastrofe. Finančne trge lahko na nek način dobro napovedujemo, hkrati nismo tako izpostavljeni tistim najbolj volatilnim naložbam in na tem core biznisu, na tehničnem delu, na zavarovalno-pozavarovalnem delu je pa kar nekaj negotovosti, ki lahko mogoče ta trend biti boljši od planov oziroma od napovedi se tudi kdaj obrne. Donosnost portfelja je, če sem prav gledal, približno 2%, dobra 2%, skratka tam nekje malo manj, kot je ponavadi državna obveznica, ne? Ja, s tem, da moramo upoštevati, da recimo tekoči donos, ki je bil dosežen v drugem kvartalu, je mislim, da krepko čez 3%. Dejstvo je, da ta portfelj se mora na nek način v kontekstu reinvestiranja obrniti.
Naše trajanje portfelja, predvsem obvezniškega, je 3 leta recimo, ne. Tako da praktično je treba potem reinvestirati kar nekaj časa po teh višjih obrestnih merah, da se to potem tudi izraža skozi računovodski donos. Hočem to razlagati samo zaradi tega, ker mogoče se na prvi pogled zdi 2,5% donos portfelja malo vizavi temu, kje so zdaj risk-free obrestne mere, pa kje so državne obveznice in tako naprej. Ampak dejansko portfelja mi ne prodajamo, da spet investiramo, ampak pretežno praktično prosti denarni tok investiramo iz naslova dospelih inštrumentov, iz naslova tekoče dejavnosti po nekih višjih obrestnih merah in potem se to na daljši rok pozna v neki višji donosnosti. Na srednji rok pa se pričakuje, kakšno donosnost približno lahko pričakujemo vlagatelji iz tega dela? Jaz mislim, da se bo naraščanje te donosnosti v roku nekaj kvartalov najverjetneje upočasnilo, ne, iz naslova tekoče donosnosti portfeljev, ravno zaradi tega, ker so pač centralne banke zdaj v kontekstu umirjanja inflacijskih pričakovanj in pa določenih recesivnih tendenc začele obrestne mere spuščati, ne. Tako da jaz bi pričakoval, da leto pa pol bodo bilančno gledano najverjetneje ti donosi še nekoliko naraščali, ampak potem se bo pač to zelo kmalu ustavilo, ko se bo pač začelo reinvestirati pretežno po nižjih obrestnih merah, se bo pač trend ponovno obrnil, ampak kot rečeno, najverjetneje do nule ne bomo prišli. Mogoče še en zanimiv podatek, sami ste relativno velik delničar Save Re v slovenskem prostoru, je v zadnjem času sicer opaziti, da je dokupe strani članov in predsednikov uprav, kar je sigurno za pozdraviti, ampak oziroma približno $500 000 imate investirani v delnicah Save Re, če sem napačno izračunal, me prosim popravite. Vaš vidik, zakaj to počnete, kako se vam to zdi, pa mogoče takole, ko se srečate s kom drugim, ki iz uprave kakšne konkurenčne družbe, jim svetujete enako? Oziroma ne za vašo družbo, za družbo, ki jo vodi. Se vam zdi to dobra praksa? Meni se zdi to dobra praksa. Jaz sem že pred 7 leti, ko sem prišel v Savo Re, nekako začel s temi aktivnostmi. Tukaj seveda nas veže tudi trgovalno okno, celo več, tudi ko so odprta trgovalna okna, če razpolagamo z notranjimi informacijami, ki bi lahko bile celovno občutljive, ne kupujemo, ne prodajamo delnic naše družbe, tako da ta okna z vidika časovnice so relativno redka in trajajo kratek čas, pa vendar na nek način verjamem, da s tem, ko člani uprave kupujemo delnice družbe, ki jo vodimo, na nek način dajemo posredno signal, da verjamemo v zgodbo, da verjamemo v strategijo in najverjetneje to vsaj določenemu naboru investitorjev je še dodatna vhodna informacija, ko se odločajo, katero delnico bodo kupili in katero delnico bodo prodali. Jaz pač mislim, da na Zahodu je to zelo prevladujoča praksa, tukaj mogoče je Sava Re med tistimi družbami, kjer se tega bolj poslužujemo. Nadzorni svet tudi na nek način pozdravlja to našo angažiranost in mislim, da je mogoče celo dolgoročno gledano tudi ta naš angažma, da lastne prihranke vlagamo v delnico Save Re, da dolgoročno tudi to na nek način vliva zaupanje trenutnih in pa tudi bodočih investitorjev v to delnico in v to našo zgodbo. Mogoče se ne vem, če to lahko komentirate, ampak nameravate s takimi akcijami tudi nadaljevati, oziroma ste že dovolj zinvestirani notri, recimo temu tako? Na ta odgovor pa rajši ne bi, na to vprašanje rajši ne bi dal odgovora, ker gre za občutljivo zadevo. Smo na meji tukaj, ne? Ja, če bi prišli prek mojih ust, ja. Ja. Mogoče pa z vidika deležnikov, ne, to je zelo tako vprašanje, kdo je najpomembnejši deležnik na Zahodu, je
ta razlaga shareholder value, skratka, da je delničar najpomembnejši, seveda na dolgi rok, da se povečuje vrednost za delničarje in da je potem zadoščeno tudi ostalim deležnikom. Kako sami gledate na to dilemo in ali se vam zdi, da tudi gledate kako drugače, ravno po zaslugi tega, da tudi sami ste pomemben delničar in da čutite recimo usodo ostalih delničarjev? Recimo, kje so ostali deležniki, kot so zaposleni, država, okolje, ESG? Jaz mislim, da se vseeno, vsaj kar se Evrope tiče, bi lahko rekel, da se na nek način prevzema nek holistični pristop. Se pravi, ja, definitivno je potrebno na nek način skrbeti za shareholder proposition, kakšno vrednost v bistvu na dolgi rok ponujamo kot podjetje svojim delničarjem, ampak kot veste, ne samo iz naslova regulative, ampak tudi iz drugih razlogov skušamo zelo aktivno seveda naslavljati tudi potrebe poslovnih partnerjev, potrebe, ki izhajajo iz trajnosti oziroma še širše iz celotne ESG paradigme, družbene odgovornosti zaposlenih, če hočete, ki so v končni fazi na nek način ključni, da lahko na dolgi rok podjetje in pa skupina prosperirajo, ker pač znanje je v ljudeh, tehnologija je samo pač na nek način orodje, to orodje se seveda z novimi tehnologijami jača, ampak na koncu so ljudje. V naši panogi, v naši dejavnosti, kot v mnogih drugih, je pač človeški kapital tisti, ki ga je treba na nek način gojiti. Ob izzivih, ki jih pač prinašajo novi trendi pri zaposlovanju ali pa pri iskanju talentov in kadrov, se seveda zelo dobro zavedamo, da je vidik v bistvu zaposlenih vsaj tako pomemben, kot so vidiki poslovnih strank, delničarjev, okolja, trajnosti, družbene odgovornosti in tako naprej. Tako da tukaj skušamo, če se izrazim matematično, iskati neke pogojne ekstreme med vsemi temi deležniki, da skušamo na nek način naslavljati holistično, še enkrat, vse te različne deležnike in mislim, da Savi Re in naši zavarovalni skupini to zaenkrat kar dobro uspeva. Hvala. No, saj v resnici naslednje vprašanje je tudi malo vezano na to, kar ste povedali. Donosnost delnice Save Re, spet, če gledamo še dividende zraven, reinvestirane za letošnje leto, znaša 50%, spet pred davki. In tako ste v bistvu na Ljubljanski borzi druga najdonosnejša delnica, prva je Cinkarna Celje. Zavedam se, da prav veliko delnice ne morete komentirati, ampak mogoče vseeno ta rast, pozitivno presenečenje za vas, kaj mogoče pomislite ob tem, ko vidite to številko 50? Mislim, jaz sem po naravi konzervativen človek. Prvič, kot predsednika uprave Save Re, me seveda lahko zelo veseli ta rast, ampak veste, da v življenju niso samo hitre rasti, so lahko tudi hitri padci, lahko pade trg, lahko se zgodi nekaj znotraj same panoge, lahko pride do kakšnega regulatornega ukrepa ali pa, če hočete, spremenjene zakonodaje, kot smo ji bili recimo priča lani ob ukinitvi dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Na srečo naša skupina ni bila v tem produktu, ampak videli ste recimo, kaj se je dogajalo z gibanjem delnice našega konkurenta, zavarovalnice Triglav. Kot rečeno, seveda, biti v skupini podjetij, kot so z vidika performansa Krka, NLB in tako naprej, je seveda velika čast. Hkrati pa se seveda zavedam osebno in tudi v družbi, da so mogoče to zdaj pač bili ali pa so neki pozitivni časi. Moramo se zavedati, takrat, ko so pozitivni časi, razmišljati tudi o kakšnih drugih situacijah, ko mogoče se bo trend na splošno obrnil in takrat bomo morali zelo trdo garati, da bomo seveda naslavljali vprašanja naših delničarjev in pa skušali biti atraktivni tudi za kakšne morebitne nove delničarje. Omenili ste, da so dobre čase, ampak vsi se pa spomnimo tistih dobrih časov, leto 2006, 2007, 2008, ko je šlo vse skupaj, je bilo kar malo predobro nekaj časa, potem pa lep čas ni bilo še zdaleč ne dobro. V Vročici
Je že možno kaj govoriti, tako, kaj vam občutek pravi in nasploh, kako gledate slovenski kapitalski trg? V zadnjih letih kaj dosti novih IPO-jev ni bilo, sami ste med tistimi, ki se trudite, mogoče za malo preproda, ste med optimisti, da bi se kaj zgodilo na tem področju, mogoče tudi ta pobuda Ministrstva za finance, da bi se nekako prišlo iz frontier marketov, torej obrobnih trgov, vsaj emerging market, torej trge v razvoju, s čimer bi bili mogoče tudi delnice, kot je družba, ki jo vodite, bolj zanimive za širši spekter vlagateljev. Ja, v Sloveniji še vedno prevladuje to tradicionalno gledanje, kar se tiče najprej izdajanja dolžniških ali pa lastniških vrednostnih papirjev. V Sloveniji še vedno prevladuje v gospodarstvu tradicionalno gledanje, da je pač na nek način najlažje se zadolžiti pri poslovni banki. Sam mislim, da seveda na zahodu, pač na razvitih kapitalskih trgih vidimo, da so načeloma lahko tudi alternativne oblike financiranja več kot dobrodošle, mogoče celo včasih cenejše. Ne moremo pa iti mimo dejstva, da smo majhen trg, da smo dejansko zelo majhen trg in kar se tiče bodočega razvoja slovenskega kapitalskega trga, mogoče še večje dostopnosti tujih investitorjev na našem trgu vrednostnih papirjev, se moramo najprej vprašati kot družba, ali smo odpravili vse cenovne ali pa tudi druge bariere, ki na nek način otežujejo vstop tujih investitorjev na naš trg. To je en vidik, pa ne bi rad šel preveč v detajle, ker pač mislim, da so razne problematike znane že kar nekaj časa. Drug vidik, ki ga pa definitivno zagovarjam in mi je v bistvu všeč, zato ker verjamem v bistvu v povezovanje trgov, je, da bi pač prešli neke politične bariere in skušali iskati neko globino ali pa širino trga v širšem srednjeevropskem prostoru, da se na nek način najde neka platforma, kjer bi lahko v bistvu blue chipi ali pa dajmo reči regionalni zmagovalci se predstavljali praktično na enem konsolideranem trgu in s tem naslavljali tudi seveda širši spekter vlagateljev, če hočete, širom sveta. Tako da ja, definitivno odpiranje navzven in pa iskanje sinergij z drugimi manjšimi trgi vrednostnih papirjev v drugih državah je po vsej verjetnosti ena od možnih pravih poti. Hvala. Jaz imam še eno vprašanje, potem pa bi šla na vprašanje iz publike. Mene zanima za konec še, kako se sami obnašate kot vlagatelj, za en del vašega portfelja javno vidimo. Kam torej nalagate svoje viške, kako skrbite za razpršitev premoženja in mogoče kakšni so vaši nasveti oziroma napotki mlajšim generacijam za tovrstno področje? Ja, jaz sam, kar se tiče mojih osebnih financ, nimam za zelo sofisticiranega vlagatelja. Kot rečeno, pač največja pozicija v finančnem portfelju je pozicija teh 12.000 delnic Save Re. Potem imam še nekaj Krke, imam ljudsko obveznico. Naprej od tega pa skrbim za relativno visoko diverzifikacijo na svetovnih delniških trgih preko vzajemnih skladov. Tukaj prevladujejo recimo panožno visokotehnološka podjetja, glavni blue chipi, globalno gledano, pa če hočete tudi farmacija, zdravstvo in tako naprej. Tako da skušam redno, mesečno odvajati del dohodka in ga vlagati v vzajemne sklade in s tem na nek način dosegam neko zelo, zelo visoko globalno diverzifikacijo. Glede na to, da počnem to že kar nekaj let, sem lahko načeloma zadovoljen, kako se mi plemeniti premoženje. Nimam časa, da bi se sam loteval nekih analiz in se odločal za konkretne delnice, konkretne vrednostne papirje. To rajši prepuščam seveda strokovnjakom, upravljalcem vzajemnih skladov in seveda je to pač povezano tudi z nekim določenim ekstra stroškom, ampak zaenkrat pač mislim, da mi to vrstno vlaganje paše. Hkrati pač kot dosti Slovencev imam dodatno pokojninsko zavarovanje, starostno sem zdaj pač v življenjskem ciklu uravnoteženega sklada
imam še nekaj naložbenih življenjskih zavarovanj. Skratka, če odmislim slovenske vrednostne papirje, pretežno delnico Save Re, skrbim predvsem za veliko diverzifikacijo mojega sprotnega nalaganja na trge vrednostnih papirjev. Sklepam, da ste tudi kar potem velika stranka skupine Save Re, ne? Ko ste omenili vse te produkte, so verjetno tudi take, ki so v bistvu tudi... Ja, to je dober point, glede na to, da pač zavarovalna skupina tudi nudi vse te produkte tako slovenskim strankam, kot tudi strankam izven Slovenije. Ja. Vprašanje iz publike je pa potem, v bistvu ste že kar odgovorili, ne? Ali imate tudi kaj kriptovalut? Predvsem bralko zanima oziroma gledalko za Bitcoin predvsem sprašuje in kako vidite kriptovalute kot take? Tle sem pa dinozaver, moram kar priznati. Nisem investiran v kriptovalutah. Ko je bila aktualna tehnologija blockchain, sem nekaj knjig prebral na to temo. Z vidika nekih fundamentalsov, ki so mi precej pomembni, ko se odločam za neko investiranje, pa sem tle bolj kratek, enostavno ne razumem ali pa si nisem vzel dovolj časa, ne razumem samih fundamentalsov, samih osnov kreiranja vrednosti iz tega naslova, tako da načelno se držim reka, da ne investiram tam, kjer pač ne razumem nekih osnovnih silnic vrednosti ali pa generiranja vrednosti nekega finančnega sredstva. Hvala. Drugo vprašanje, kaj se dogaja s projektom zasebne bolnišnice v partnerstvu z zavarovalnico Triglav oziroma to, kar počnete preko diagnostičnega centra Bled. Lahko mogoče kaj o tem projektu poveste, delite? Kot poslušalci vejo, smo skupaj z zavarovalnico Triglav solastniki diagnostičnega centra Bled, le-ta pa je v bistvu lastnik še kar nekaj ponudnikov zdravstvenih storitev. Osebno menim, da glede na to, da večino prihodkov diagnostični center Bled konsolidirano ustvari preko koncesij, da je to pač del javne zdravstvene mreže in mislim, da je tukaj pri privatnih healthcare providerjih diagnostični center zelo pomemben člen, zelo dobro sodeluje tudi z javnim delom zdravstva. To se je tudi zelo lepo videlo pri sami pandemiji covida, kjer je bilo sodelovanje res zgledno in tudi dandanes še precej dobro sodelujemo z javnimi institucijami, zdravstvenimi institucijami. Dejstvo je, da z tem projektom strateško naslavljamo prostorsko konsolidacijo vseh aktivnosti diagnostičnega centra in njegovih hčera na območju osrednje Slovenije. Lahko pač povem, da smo že pred časom prejeli gradbeno dovoljenje, da se dela precej natančno na načrtovanju samega projekta in tudi na finančni konstrukciji, da nadzorni svet diagnostičnega centra Bled to zelo budno spremlja in nadejam se, da bomo lahko na srednji rok ponudili v Ljubljani nove prostore za obstoječe paciente, upam, da tudi za kakšne nove paciente. In tukaj ne vidim, ker vem, da je to zelo tudi politično izpostavljena tema, tukaj ne vidim nobene negativne zgodbe vezane na trud, ki ga naša vlada vlaga v zdravstveno reformo. Hvala lepa. Dve vprašanji na temo danes napovedane oziroma napovedala ste, da boste testirali, če so trgi primerni za izdajo obveznice, in sicer gledalcev zanima, zakaj sedaj, ko pravi, da se ve, da bodo obrestne mere začele padati, in ali ne bi bilo bolj smiselno, da se malo počaka s takšno izdajo? Ja, Angleži radi rečejo timing is everything, ne, ampak hkrati tudi nimamo kristalne krogle, kaj se bo dogajalo v naslednjih 3 tednih, 3 mesecih, 3 letih. Dejstvo pač je, da kot veste, smo
leta 2019 izdali, sicer nekoliko drugačen inštrument, ki zapade leta 2029. Ko bo prišlo leto 2029, bo potrebno takrat najverjetneje, sicer ne vemo v kakšnem obsegu, znova iti na trg. Hkrati imamo strategijo, ki na nek način od nas pričakuje, da se kapitalsko še malenkost okrepimo, da bomo lahko pripravljeni za neke nove priložnosti v naslednjih letih, ki se nam bojo ponudile skladno z našo strategijo, če bi se eventualno skupina še dodatno širila. Tako da aktivnosti vezane na izdajo tovrstnih instrumentov so zelo strogo regulirane, potrebno je zelo profesionalno se na nek način obračati na potencialne investitorje in nimaš vedno tiste čarobne palčke, kdaj je tisti ta pravi mikrotiming, da ujameš v bistvu ta prave tržne razmere. Mi mislimo, da so tržne razmere sedaj mnogo primernejše, kot so bile recimo še spomladi. In če bodo te tržne razmere, ko se bomo morali konkretno odločiti v bližnji prihodnosti, na nek način ugodne, se bomo odločili za tovrstno izdajo. Če pa bo karkoli vplivalo na finančne trge v smeri, da bi se lahko taka izdaja znatno podražila, imamo vedno možnost, v bistvu, da v to ne gremo. Zato smo danes v bistvu samo javno napovedali namero. O vseh ostalih aktivnostih bo pa seveda finančna javnost skladno s pravili, ki veljajo tudi na Ljubljanski borzi, pravočasno obveščena. Vezano še na to namero, obveznice naj bi potencialno lahko izdali na luksemburški borzi. Gledalec se sprašuje, zakaj ne v Nemčiji oziroma v Sloveniji, pa tudi malo se sprašuje, če ni Luksemburg davčna oaza. Tukaj ne gre za davčno oazo, gre za to, da je luksemburški, če hočete, finančni sistem na nek način zelo skozi desetletja zelo dobro razvil pač to nišo izdajanja, če hočete, evroobveznic v različnih oblikah in tako naprej. Prejšnjo izdajo ne samo mi, ampak tudi naša konkurenca smo tudi pač izdajali na luksemburški borzi. Ta papir potem pač normalno kotira, finančni analitiki ga lahko spremljajo skozi različne informacijske sisteme. Tukaj razmislek ne gre toliko v smeri tega, kakšen je davčni tretma posamezne jurisdikcije, ampak da so pač investitorji kot taki mednarodni navajeni na to jurisdikcijo in na nek način se pač temu kot izdajatelj seveda prilagodimo. Eden od gledalcev je prosil še za razlago rezultatov po četrtletjih. V prvem četrtletju skoraj 30 milijonov čistega dobička, v drugem četrtletju pa 8,8 milijona čistega dobička. Zakaj takšna razlika? Mislim, to medletno nihanje, ne bom rekel, da je nekaj nenavadnega. Bi pa raje mogoče obrnil logiko in se postavil na stališče, da je bil prvi kvartal znatno višji od naših pričakovanj in da je bil drugi kvartal nekako v skladu z našimi pričakovanji. Vidite, da v kumulativi smo dosegli praktično 44 milijonov evrov dobička ob polletju. Naš cilj do konca leta je biti boljši od 70 milijonov, kar pomeni, da v kumulativi dveh kvartalov smo prišli nekako na naša planska pričakovanja. Je pa res, da je razlika med obema kvartaloma znatna. Tukaj je v ozadju kar nekaj zadev tehnične narave, če se tako izrazim, ampak generalno gledano je prvi kvartal bil nadpovprečno dober, tudi zaradi tega, ker smo očitno, in to ne samo mi, uspešno naslavljali borbo z škodno inflacijo, ki se je začela z konfliktom v Ukrajini in to seveda skozi neko določeno obdobje bolj zagrabi in očitno je pač ta prvi kvartal letošnjega leta bil tisti, ki je računovodsko najbolj zagrabil te naše prilagoditve premijskih stopenj višjim stroškom iz naslova reševanja škod. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnje vprašanje, malo zbodljivo iz publike. Kdo sprejema poslovne odločitve v vaši skupini?
uprava z vami na čelu oziroma strici iz ozadja, potem pa še prosi, če lahko poveste to razmerje v odstotkih, res 30, 70, 1%, 99%. Politika upravljanja Save Re in zavarovalne skupine Sava je jasna. Jaz moram reči, da z vidika delniške strukture in pa z vidika nadzornega sveta mislim, da smo primer dobre prakse, kar se tiče robustnega in transparentnega korporativnega upravljanja. Uprava Save Re ima svoja pooblastila, nižji nivoji imajo svoja pooblastila, hčerinske družbe, uprave le-teh imajo tudi svoja pooblastila, sistem upravljanja preko nadzornih svetov hčerinskih družb mislim, da dobro funkcionira, in pa sistem upravljanja tudi, kar se tiče posameznih business lineov, kjer transverzalno v bistvu skušamo razvijati našo skupino v smeri nekega kohezivnega koncerna, tudi dobro funkcionira. Tako da, kar se tega tiče, so pravila jasna. Osebno sem zelo nagnjen k temu, da imamo robusten sistem upravljanja, kjer vsak pač skladno s svojim položajem in svojim znanjem prevzema odgovornost. Tako da tukaj lahko pač povem, da uprava in ostali menedžment v Savi Re in v skupini 100% sprejema odločitve, ki so po mojem mnenju strateško in pa seveda tudi kratkoročno dobre tako za Savo Re kot za zavarovalno skupino. Hvala lepa, gospod Jazbec. Hvala, da ste bili tako zanimiv gost in vsebinski na prvem Maxovem 2-na-1 pogovoru. Predvsem zanimivo se mi je zdela ta predstavitev Save Re, ta šnel kurs zavarovalništva, če lahko tako rečem, in financ nasploh. Mi pa, Max, prišipetava tukaj zadaj, da 27. septembra začenja z borzno igro. Enkrat na teden se poda stave na finančne trge, skratka tisti del špekulacije, ki nič ne zaboli, tudi če zgreši. Tako da vse gledalce in gledalke, kot tudi seveda vas, gospod Jazbec, če boste imeli kaj viška časa, lepo povabimo še na to borzno igro, mogoče še to priložnost izkoristimo. Hvala še enkrat za zanimiv pogovor. Najlepša hvala, da sem bil lahko z vami. Hvala vsem skupaj. Hvala, lep dan vsem. Nasvidenje.